Drage gledalke in gledalci, danes sem bila gostja v oddaji Izberi prijaznost z Majo Peron. Upam, da nas pogledate in da se veselite z nami. Dobrodošli v oddaji Izberem prijaznost z Majo Peron, kjer se pogovarjamo o prijaznosti, ki je potrebna, zakaj je potrebna in kaj prijaznost pravzaprav sploh je. Včasih srečaš človeka in takoj veš, da ima prav posebno poslanstvo. Moja današnja gostja je ena takšnih. Ženska z veliko ljubezni, empatije, notranje moči, srčnosti in odgovornosti, ki je kot rejnica skupaj s pokojnim možem odprla svoj dom mnogim otrokom in poskrbela, da so imeli toplo in varno zavetje, ki jim ga v danih trenutkih njihova primarna družina ni mogla dati. Svet potrebuje več takšnih ljudi in vesela sem, da njena predanost in življenjska drža nista ostali neopaženi. Letos je bila namreč nominirana tudi za naziv Slovenka leta. In kaj ima prijaznost s tem, bomo videli. Darka Rački, dobrodošla. Hvala. Res sem vesela, da si se odzvala mojemu povabilu in mislim, da bova lahko veliko lepega danes povedali in predali ljudem. Pa da začneva kar s tem, kako si se odločila biti rejnica oziroma kako ste s pokojnim možem se odločila, da odprete vrata svojega doma otrokom, ki nekako v danem trenutku niso mogli biti svojo družino. To je bila majčkeno daljša zgodba, ker jaz pač nisem mogla imeti otrok. Kar nekaj let sem se zdravila, vse posege sem naredila od operacije do IVF-ov in vsega, pa pač ni šlo. In potem sva se odločila, da bi posvojila. Takrat je bil leto 1991, ko je pač razpad Jugoslavije in je bilo težko posvojiti otroka. In so nam na Centru za socialno delo predstavili možnost rejništva. Majčkeno sva razmišljala, ker naju je malo bremenilo to pač, ker so zraven starši in to, ampak sva na koncu ugotovila, da sva dosti močne osebnosti, da bi zmogla vse to in sva se potem za to odločila. In po odločitvi nekje po letu in pol je prišla v našo družino prva deklica. Stara je bila 9 let. Bila je že v eni rejniški družini prej. In v bistvu sva bila zelo vesela, ko sva jo dobila. In ona je bila v bistvu edinka naslednja 4 leta. Potem je v našo družino prišla Barbara. Ona je bila stara 11 let. Pa hitro zatem še en fantek Al, ki je bil star 3 leta. Eno leto za njim Branko, star 4 leta. Potem je Tina odšla pri 21 letih in je prišla Mateja. V bistvu je zdaj Teja, ker si je dala spremeniti ime, ko je bila stara 18 let, je to preštudirala po številkah in tako. Ja. No, in Teja je bila stara skoraj 14 let, ko je prišla v našo družino. In za njima sta prišle še 2 deklice, ena stara 2 leti in ena 7. To sta res prave sestrice, imata istega očeta in isto mamo. In naša družina je bila od takrat naprej skozi polna, velika. Bilo je vsega, bilo je joka, smeha, sreče, žalosti. Če bi mogla reči, kaj je tisto, ko so ti te otroci oziroma pač izkušnja, ko si začela biti rejnica, kaj so ti te otroci prinesli? Ker jaz sem že mama včasih težko, pa se imam tako zelo dobro mamo, ampak vem, čez koliko izzivov nekako je bilo treba iti, ampak se mi zdi tako, če si pa rejnik, so verjetno pa izzivi še večji, drugačni, sploh verjetno, ker otroci prihajajo iz različnih okolij, ne? Ja, v bistvu ni lahko biti rejnik, je pa zelo lepo. Ker to so ranjene dušice, v bistvu so to 3., 4. generacija ranjenih ljudi v družini. In potem, ko začneš spoznavati zgodbe njihovih staršev, nikoli več ne obsojaš teh ljudi,
ker imam občutek, da veliko ljudi obsoja starše otrok, ki grejo v rejništvo, ampak ko veš za njihove zgodbe, jih sprejmeš, vsaj midva sva sprejela tudi njih, kjer se je to dalo. In tudi otroci so se pokazali potem, da veliko lažje živijo, ker vejo, kje so njihove korenine, spoznavajo starše, imajo stike z njimi, jaz imam stike z njimi. In v 2 primerih je celo tako blizu, da so njihove družine, oni sami, tudi moja družina zdaj. Recimo Alova mamica in njena družina vedno pridejo k meni, radi smo skupaj, radi se družimo. Predvsem pa ta zadnja mamica od teh 2 zadnjih deklic, ona je pa kot moj otrok, no. Jaz, ko tebe poslušam, se mi zdi, da boš ti mene naučila marsikaj o prijaznosti in o širini, zato ker to, kar ti govoriš, ne, to je prav to, kar se mi zdi, da človeštvu nasploh manjka. Tako hitro sodimo, tako hitro znamo biti ostri, tako hitro postavljamo neke pike, predvsem klicaje, a ne. To, kar pa ti zdaj govoriš, da umiri situacijo, da poskušaš razumeti, kaj misliš, da si ti dala tem otrokom, oziroma a se je ta tvoja vzgoja, ker ti na koncu si vzgajala te otroke, poznala na njih in na njihovem življenju, v bistvu kako grejo oni zdaj skozi življenje in kaj oni vnašajo v svoje življenje? Jaz sem prepričana, da ja. Res je, da 3 dekleta so se že osamosvojila, imajo tudi otroke, to se pravi, imam že kar nekaj vnukov. Zdaj tako, nekateri več prihajajo domov, nekateri manj, smo pa nekako v stikih. In to je meni v redu, ker vem, da prvič so vsi izobraženi. To je bila nekako en pogoj, ki se mi je zdel pomemben, zato, da so bolj samozavestni. Ker se mi zdi, da ko ti nekaj dosežeš v življenju, ko se nekam prebiješ, imaš občutek, da si se opolnomočnil, da si samozavesten, da te drugi drugače gledajo in potem lažje prehajaš čez težke stvari. Tako da imajo nekje dosti dobre službe, da lahko lepo živijo, nekako v družinah funkcionirajo in to mi je vrhunsko. 4 so pa še doma, so pa še v hotelu mama, tako da tam pa pač, no, ampak vem, da se je to vse obrestovalo, ker vidim, kakšne osebnosti postajajo, kako so tudi oni pripravljeni pomagati drugim in to se mi zdi en tak lep del, ki smo ga lahko naredili v življenju. Dejansko ste postali družina, ne? Dejansko ni bilo to tako, oni so bili pri vama in potem so šli svojo pot, ampak dejansko se vračajo domov. Ja, pa nas je še vedno polna miza, tako da nas je vedno veliko okrog in vedno je živahno, tako da. To se pravi 7 otrok, ne? Ja, 7 otrok. Super. Koliko je bil najmlajši, ki si ga dobila? Najmlajša je bila Sara, 2 leti stara. Ja. In kaj se ti je zdel, mislim, jaz si tako sploh ne predstavljam, da dobiš 2 let starega otročka in zdaj se pa znajti z njima, ne? V bistvu to ni težava. Majhen otrok ni težava v rejništvu. Veliko težje je recimo, ko dobiš 11-13 let stare otroke, a ne? Ki so bili v nekih težkih situacijah vsa ta leta, ki so se reševali, da so preživeli v bistvu. In takega otroka zgraditi se mi zdi večji dosežek kot to, ki majhen raste s tabo. Tam se lažje stvari poklopijo, naredijo in tako. Veliko več moraš sebe dati v odraslega, že skoraj otroka. Super, zdaj bomo midve naredile kratko pavzico. Dobrodošli nazaj. Gremo midve nadaljevati tisto, kar sva končali v prvem delu. Veš, kaj me zanima, ne? Glede na to, da smo v oddaji Izberem prijaznost, da rečeva kakšno besedo o prijaznosti. Kako je, ali pa kakšen je bil postopek, kako je to bilo in kaj ima prijaznosti s tem, da je v resnici toliko otrok, ki so prišli vsak iz svojega gnezda, lahko funkcionirali skupaj?
Mislim, zame prijaznost je to, predvsem v prvi vrsti, da spoštuješ človeka. Da mu probaš, včasih, mogoče ni vedno najbolj prav, ampak pri teh otrocih se pokaže od začetka, da je to zelo prav, da jim ti probaš rešiti neke težave. Da jim ti posuportaš stvari, ki so težke. Da spoznajo, da imajo nekoga, ki je za njih na svetu, ki jih ima rad, ki jim pomaga, na katerega se lahko tudi razjezijo. Predvsem razjezijo, ker oni s sabo nosijo veliko jeze na začetku. In mislim, da sva jim midva to dovolila. Oni so lahko pri nas odprli vsa čustva. Tle ni bilo ovir. Od jeze, žalosti, veselja, tudi agresije, če je bilo treba. Recimo spomnim se dogodka, ko je zadnja deklica, 7 let stara, ko smo bili v Kitzbühelu, pa je doživela živčni zlom. Sred ničesar nisem imela kaj narediti. Ona je tepla, ona je grizla. Jaz sem jo nekako objela, stisnila v sebe in še ni šlo. Še ni šlo in medtem so se borile dobrih 20 minut. Jaz sem bila čisto premočena. Ampak potem se je umirila in od takrat sva šle samo naprej. Ta otrok mi je potem povedal, da me je krivil za vse, kar se je dogajalo, in da šele takrat je ugotovila, da zdaj je tam, kjer jo imamo radi. Ker tega prej ni bila navajena. In to se mi zdi tista prijaznost, ki jo lahko daš. En nasmeh. To, da sem bila vsako jutro z njimi, da sem jih spremljala v šolo. To, da sem jih vedno pričakala, ko so prišli iz šole. To, da so imeli oprano, skuhano, da je bil poln hladilnik. To ne moreš verjeti, koliko pomeni tem otrokom poln hladilnik. To je nekaj, kar ti napolni dušo. In to je to. Kako pa so oni med sabo funkcionirali? Kako so drug drugega sprejeli? Oni so doma funkcionirali tako, kot bratje pa sestre, so se tudi skregali, pa stepali, pa vse. Ampak navzven so vedno se potegnili en za drugega. Tukaj ni bilo debate. Vem, ko so bili v šoli problemi, oni so se potegnili en za drugega, oni so zborbali en za drugega in oni se še zdaj imajo za brate in sestre in tako tudi funkcionirajo. Mogoče so bolj celo povezani med sabo, kot marsikje bratje pa sestre. Ja, seveda, zaradi tega, ker so prišli vsi iz nekih težkih okolij. Ne? In se mi zdi, v današnjih časih, ne, vedno več imamo pa depresij, ki seveda na koncu vodijo v samomore, vse take stvari. Ampak po drugi strani, jaz se spomnim, ko sem živela v Kanadi in sem vprašala enega profesorja, ker Kanada je pa sploh znana po tem, koliko imajo depresij. In sem rekla, kako je med mladimi predvsem? Kako je mogoče, da je toliko depresij med mladimi pri vas, ker pravzaprav je vse naravnan k temu, da je mladim lušten. In je rekel točno zato, ker njihovo življenje je ravna črta. Njim se ni treba boriti za nič, ampak tudi cenijo nič, tudi tistega zadovoljstva nimajo. In verjetno se mi zdi tako, vsak človek, ki se je kdaj mogel za kakšno stvar boriti, čisto drugače gleda na življenje in na stvari. In verjetno je bil ravno tudi to eden od razlogov, da so potem vedeli, kako lahko je in potem zna sceniti tisto, kar imaš, oziroma ne zna sceniti, ampak ima zate tudi drugo vrednost, verjetno je to povezalo tudi. To je sigurno res, čeprav meni so vedno na centrih rekli, da imam previsok plafon, da jim preveč dovolim, ampak meni se zdi, da meje, ki jih postavljamo, morajo biti tudi postavljene nekje realno, recimo. Ne moreš ti zdaj zato, ker je otrok... Ti otroci, ko pridejo, niso mirni, niso nekje v kotu, oni takrat hočejo izživeti vse, kar prej niso izživeli. In ti moraš zdaj pravilno presoditi, kdaj je prav postaviti mejo, kdaj jim malo spustiti. In se mi zdi, da je prav, da se večkrat malo spusti. Pri teh otrocih si pa vedno nekje odzadaj, da to pokontroliraš. Tako da tudi tukaj so znaki depresije prisotni, tudi tukaj pride do kakšnih rezanj, do kakšnih motenj, do vsega takega. Ampak ne vem, jaz sem si vedno vzela čas, vedno smo sodelovali tudi z psihologi, kliničnimi terapeuti in temi stvarmi. Ampak
ne vem, midva sva si oba nekako bila tako naravnana, da če je bilo treba, pa zvečer, pa po noč, če vidiš, da ima otrok krizo, se usedeš, se pogovarjaš in mislim, da je bila to, da smo se veliko pogovarjali, to je rešil marsikjer problem, ali majhen, ali velik. In mislim, da tudi v življenju, če bi se ljudje več odkrito pogovarjali, bi znali marsikšno stvar rešiti. To se jaz zelo, zelo strinjam s tabo. A ti je kdaj prišel trenutek, da bi si rekla, jaz tole res ne bi več počela? Da to prav ne bi počela, a ne? To nikoli nisem čutila. Seveda, kaj je pa vsega preveč, a ne? Pa si rečeš, joj, kaj je meni tega treba, ampak to se obrneš in potem greš spet naprej. Da bi prav se odločila, da bi rekla, tole je pa preveč, to se pa ne grem več. Tega trenutka ni bilo. Tega trenutka ni bilo, ker se mi zdi, da je od zadaj kljub vsemu toliko lepih stvari bilo, da momentalno pozabiš, kar se zgodi, da se ti zdi preveč tisti trenutek, a ne. To je tako, kot biti star. Ja, isto. Jaz zelo občudujem tele mame in očete, ki govorijo, kako je vse super pa krasno. Jaz sama kot mama vem, da sem jih imela včasih res tako par glav, sem si mislila, a prav res. Ne more biti nikoli v življenju vse super in krasno, že zato, ker smo toliko različni osebki, a ne. Pač je pa fino, da se res naučimo pogovarjati in to je meni. Vidim, da to otroci znajo, ko odraščajo in to mi je všeč. No, jaz recimo sem preposlušala tudi dosti zgodb od otrok, ki so bili v rejniških družinah in moram reči, da na zelo veliko žalost ni bilo vsem tako lepo in zato, ker sem tebe spoznala, mislim, tako mi je bilo tako, oh my God, mislim, to je eno tako lepo delo, eno tako lepo poslanstvo, tako, ne, ki ga daješ in meni se zdi, da, veš, kaj me v bistvu zanima, to te nisem nikoli vprašala, ne, kakšna je tvoja izobrazba v smislu tem, ali si ti kaj kdaj študirala, kaj v smeri psihologije, ali je to nekaj, kar te je naučilo življenje oziroma otroci? Da bi prav študirala tako na fakulteti nisem, a ne. Sem pa, ko sem začela dobivati otroke, blazno veliko stvari prebrala v to smer, ker se mi zdi, da je to nujno potrebno, če hočeš delati v življenju, pač z ranjenim človekom, z ranjenim otrokom, ker se mi zdi, da mu drugače ne moreš pomagati, a ne, ker pridejo trenutki, ko nimaš psihologa zraven, ko se ne moreš oprti na nobenega, moraš rešiti zadevo sam, tako da mi je marsikdaj to pomagalo. Imamo pa tudi rejniki veliko izobraževanj. Veliko izobraževanj. Mi imamo na letni bazi celodnevne seminarje, večkrat imamo supervizorska srečanja, imamo na centrih posebej nam pripravijo predavanja in te stvari, tako da imamo kar veliko izobraževanj. Pa mislim, da se stvari tudi v rejništvu, čeprav mi je žal, ker se premalo ljudi odloča za rejništvo, ampak velikih je pa takih, kot sva midva, ki niso mogli imeti svojih otrok in se mi zdi, da mi drugače delamo zdaj s temi otroci. Ker so nam pomembni, ker smo imeli velike želje po svojih otrocih. Včasih so bile velike družine, pa so še vzeli zraven otroke, pa niso zmogli, pa so stvari bile drugačne. Zdaj pa se mi zdi, da mogoče se stvari res spreminjajo na boljše. Nikoli nismo vsi ljudje enaki, seveda ne. Seveda ne. Ampak opažam, ko se pogovarjam ženskami in moškimi, ki se srečujemo na seminarjih, ni jim več vseeno, kaj se dogaja s temi otroci. Zelo jim je pomembno, zelo razmišljamo, zelo se družimo in mislim, da gre na boljše. Da tudi ti otroci dobijo take domove, kot je treba. Super. Kakšna omejitev, koliko časa lahko otrok ostane? Omejitev je. Ampak štos je v tem, da nas je rejnikov čisto premalo, to je prva stvar. Zavodi so popolnoma prepolni, ker je teh ranjenih otrok na žalost čedalje več, ne čedalje manj. S tem, da majhne otroke ljudje že posvojijo, a ne. Odrasli pa nimajo kam, a ne. Za odrasle si pa tako, ti, smo pa mi. Je pa lepo. Veš, kaj bi se še dotaknila zaupanja, ne? To si že omenila, ampak verjetno je tako,
težko, ko pride en otrok, recimo tako v družino, tako kot si ti rekla, ne, verjetno najtežji je pridobiti spet to neko zaupanje, da je tam nekdo za njega, a ne. In daj mi povej, recimo, to si že povedala, na kakšen način si ti k temu pristopala, ampak tudi, kako so otroci, v bistvu, mene to zanima, a so oni tako zaščitniški drug do drugega, se ščitijo, ali znajo biti taki tako mečkan si konkurenca drug drugemu, vsaj v začetku, ko nekdo pride? Zdaj, tako, na ven so zelo zaščitniški en proti drugem. Doma je pa tako. Zdaj, vedno nekje so neka pravila tako, da otrok, ki pride, mora biti nekje vedno mlajši od ostalih otrok. Čeprav vedno ne gre tako, pa naj bi bila tudi razdobje vmes 1 leto, a ne, da ti lahko enega otroka malo polnomočiš in potem naprej. Samo jaz nisem imela, no, mogoče med prvo in drugo deklico, da je prišlo do malo ljubosumja, ker je bila prva toliko časa edinka, v bistvu, a ne, pri 9, pa potem 3 leta edinka in potem je prišla 11 let stara deklica in je bilo malo rivalstva, kakšno, pa ne dolg, tako, mogoče dobrega pol leta, potem sta se pa navadili in sta funkcionirala in pa ni bilo več težav, ne. Pa tudi jaz mislim, da je to tako odvisno, kako mi funkcioniramo z njimi. To je zelo, recimo, če ti to vzpodbujaš ali pa ne vem kaj, pa delaš razlike, midva sva se zelo borbala, da nisva delala nobenih razlik, no, ker se mi zdi, da se že tako jih narediš, ker se ne želiš jih narediti, pa vse bi rad enako, pa pride do tega, da kiksneš. Saj to je čisto normalno človeško, ampak če se o tem pogovarjaš in probaš zadeve rešiti, gre to potem lažje skozi, no. Ja, v bistvu se tako časimo zgled, ne, to je pravzaprav povsod tako, ne, če si ti nekako zgled, ti otroci itak vedno sledijo. Tako da rečejo, ne, kako, zadnjič me je nekdo vprašal, imaš ti kakšen nasvet, kako naj jaz vzgajam svoje otroke? Ne vem, v bistvu nimam, zato ker če si ti postavljen in če živiš ene svoje vrednote, itak te otroci gledajo in gre pač to v tej smeri. Ena dobra zgodba je recimo, ko je enega od fantkov, mamica se uredila in bi šel lahko deček nazaj. In ko mu je to povedala, je on prišel domov in je prosil na vso moč, da ga ne dati, če lahko ostane. Jaz sem potem šla do te mamice, saj sva bili v dobrih odnosih. Tudi ona je imela težko zgodbo, rejniško in tako od zadaj, sva bili zelo v dobrih odnosih in je rekla, strinjam se, Darka, enkrat sem mu uničila življenje, še enkrat mu ne bom. Mislim, rekla, vem, da sem vedno lahko prisotna zraven tebe in to mi več pomeni in ko smo se potem dogovorili in ta otrok je še vedno pri nas. Wow, mislim, jaz samo upam, da bo tole poslušal kdo, ne, ki je tudi na tem, ali pa kakšne ločitve, ki se starši tam za otroke grejo in največjo škodo delajo otroka. Zdajle kratka pavzica in nadaljujeva čez kakšno minutko. Pa sva nazaj. Evo, Darka, glede na to, da sva v oddaji Izberem prijaznost, kakšno mesto se ti zdi, da ima prijaznost v življenju ljudi? Ali pa da bi jo morala imeti? Ja, predvsem morala. Mislim, da jo ni toliko, kakor bi jo moglo biti, ker prijaznost je zame ena malenkost, ki ti lahko polepša dan. Ena malenkost, ki jo lahko daš drugemu. Lep pozdrav, nasmeh, mogoče objem. In s tem lahko narediš ogromno za čustva tega človeka. Tudi ti dobiš, tudi ti se napolniš s tem. In ko ti delaš recimo z otroci, tako kot sva delala midva in tako kot delam jaz še naprej, brez prijaznosti pač ne gre. Brez pogovorov, brez lepih besed, brez čustev, ki jih lahko daš, brez tega ne moreš pomagati sočloveku. In mislim, da je tega vedno manj in vedno premalo. In prijaznost je predvsem delo za druge. Delo za druge, to, kar lahko pomagaš nekomu, to, kar lahko
daš nekomu, pa ne rabi biti neka vrednost. Mislim, da je to nekaj največ, kar lahko človek da sebi in drugim. No, samo veš, tukaj ti bomo segli dodala, ne, da Prav. je zelo pomembno biti prijazen tudi do samega sebe Sigurno. in pri postavljanju mej drugima, ne, ampak jaz mislim, da... Ja, ampak to se mi zdi, da tako malo z leti dojameš, predvsem malo z leti dojameš, ampak če ne daš nekaj sebi, tudi drugim ne moreš dati maja. Tako da človek, ki je sam poln vsega lepega, lahko to lepo daje naprej. To se pa pusti. Ja. In da greva zdaj midve v te čustvene vode. Ja. Saj veš, kaj so tisti stavki ali pa tiste stvari od kakšnega ali pa od vsakega od otrok, Ja. ki so te skozi ta leta zaznamovala? Ja. Recimo, zdaj najbolj blizu, recimo po moževi smrti, a ne, je prišla prva deklica, ki se nekaj časa pač nisva videli in je prišla spet nazaj domov s svojo družino in tako. In je rekla, veš, mama, če pa kaj sta naju z očetom naučila, je pa to, kaj je dober zakon, kaj je dobra družina in kaj lahko daš drugim. To je pač en tak feedback, ki ga dobiš po vseh teh letih, ki ti veliko pomeni. Ali pa recimo, ko sva bila stara že skoraj 50, ko sva se odločila, da bi dala še 2 deklicama dom, pa je rekel mož, pa je rekel, joj, Darka, ne bova zmogla, veš, ne bova zmogla, stara sva že, punčka ima 2 leti, misliš, da bova zmogla? Sem rekla, pa mislim, da bova. Pa poglej, koliko nas je že v stanovanju, ne bo šlo, kam jih bova dala, pa to, pa pravi eden od fantov. Veš, kaj Peter je rekel, če nas v prikolici lahko spi 14 na kupu, nas pa na 120 kvadratov lahko tudi 8. Tako da so pa še deklice k nama. Veš, kaj ti sem vprašal vmes, a vsi otroci vama rečejo oče in mama? Ne, ne. Okay. Doma nam rečejo Darka, Peter, drugje pa rečejo oče in mama. V šoli vedno rečejo oče in mama. Ko sem jaz prišla na govorilne ure, aha, vi ste mama, ali pravi moja mama bo prišla, ali pa recimo kdorkoli drug. Vedno, od zunaj smo vedno oče in mama, doma pa prosto, včasih tako, včasih tako. No, zanimivo. Ja. In še tukaj te moram vprašati, ker si sama pač omenila smrt, ne? Kako so te otroci ali pa kako bi brez teh otrok sploh mogoče preživela to izgubo partnerja? Ja, jaz mislim, da so mi velik suport in jaz njim. V bistvu en drugmu smo zelo, zelo velik suport. Moj mož je umrl doma, ker je to želel in smo mu to omogočili, ampak ni mogel umreti, dokler ni slišal vseh otrok, ker niso bili vsi doma in potem smo vse ostale poklicali po telefonu, ko je slišal njihov glas, se je umiril, zaspal in mislim, da so tudi oni lažje to prenesli, vsaj ko smo se pogovarjali, jim je bilo to zelo pomembno, da so bili prisotni, da so bili zraven, ker jim je bil to v bistvu edini oče. Ja, koliko lepo. Ja. Imam pa še eno zgodbico, kjer si vpletena tudi ti. In sicer, ko sem imela čez majhne otroke, je pač Center Ljubljana organiziral s tvojo pomočjo eno darilno akcijo, kjer so si otroci lahko zabrali katerokoli igračo so hoteli. Sem pa jaz ljubkala. Ja, in naš Alček si je takrat želel en ogromen grad, čeprav je bil majčken meter, takan žiletek majčken. In si je zaželel en ogromen grad in ti si ga videla, kako ga je nesel. In potem si videla tega fantka, ki si se ga spomnila zdaj, ki ima 25 let. Mislim, zdaj, ko si ti načela to zgodbo, ne, moram povedati, da sem jaz nikoli sploh, če nisi v situaciji, ne razmišljaš o tem. In jaz nikoli nisem razmišljala, da pa so otroci tudi v rejniških družinah. In to je bilo res 20 let nazaj, ne, v bistvu. Ja. Ker sem jaz svojih hčeri peljala v kolonijo in sem jih pospremila na avtobus in to bila itak balkane, zmeri cela drama. In je bila tam ena punčka, ki je tako neskončno jokala. In ta oče je prišel dol in jaz sem mu rekla, ja, gospod, pa pejte no punčko, ne, malo potolaže, če vidite, kako joka. In on je meni takrat rekel,
sej, moji so v redu, ta ni naša, ta je v rejništvu. In mene je takrat to toliko presekalo, da ti ne moram povedati, koliko. In ker smo mi takrat imeli pač firmo, ki nam je res dobro šla, sem jaz rekla, zdaj bomo pa mi naredili dobrodelko za vse otroke, ki so v rejniških družinah, ampak moj point je, da tem otrokom sporočimo, da oni pa so trenutno v nekem obdobju, ampak da oni lahko imajo v bistvu tisto, kar v življenju hočejo imeti, da to je samo neko prehodno obdobje. In takrat se spomnim, da sem klicala vse te centre socialno delo in večino mi jih je rekel, da ne damo mi njim denar in oni jim bojo kupili tečaj za angleščino, ne vem kaj. In se spomnim sebe, ker sem rekla, ste vi zmešani. Če si punčka želi imeti dojenčka, kaj joka, bo imela dojenčka, kaj joka, ne pa angleščino. Ne? In samo Center za socialno delo Ljubljana center nam je takrat pristopil zraven in jaz se spomnim tega dogodka, ko smo mi razdali potem ta darila in se spomnim tega majhnega fantiča, ki je tako držal tiste kocke. In meni je bila recimo to ena taka lepa zgodba, ker sem jo celo življenje nosila s sabo, ker sem videla te iskrce v očkih. In ker smo se midve srečali, ne vem, koliko je bilo to 2 leti nazaj, in ker si mi ti povedala, da si rejnica, ker jaz nisem imela pojma, da si to ti, ker tebe si pa nisem zapomnila. In ker sem videla tega fanta, ki je v bistvu z tistega fantka zrastel, mislim, to pa zdaj pa vsem gledalcem, a veste, to je pa tist, zakaj delati nekaj dobrega za nekoga, ki sploh ne bo vedel, da si mu ti naredil dober. In to je bilo pa, mislim, res wow, to so stvari, se mi zdi, to je nekaj najlepšega, kar se ti v življenju lahko zgodi. Tako, in to si zapomniš za celo življenje in to je tisti plus, ki ti da feedback, ki pozabiš vse težke stvari in ti to napolni srce in dušo in lahko delaš naprej in zmaguješ in borbaš. Jaz tudi vem, da sem zadnjič poslušala predavanje ene od tvoje hčerke, ne? Ja. Tako da si pač nekako predstavljam, koliko ponosna si ti na pač res na to, kar delaš in na to, kako spreminjaš svet. No, midva, ta tvoja zgodba, ne, tudi mene, ko si mi jo pripovedovala, prizadela, ker midva, ko sva vzela otroke v rejništvo, sva prva stvar, ki sva si jo rekla, da najini otroci bojo najini otroci, za njih bo poskrbljeno vse in naši otroci so bili najboljše oblečeni v šoli, najboljše stvari so imeli v šoli, ni da ni in tudi mi vsi rejniki imamo vedno dovolj sredstev, ki jih dobimo tudi, da bi lahko otrokom privoščili čisto vse, tako da. In mi smo zdaj prišli že čisto do konca, tako da eno sporočilo, ki bi ga predala gledalcem, kaj je v življenju tisto, kar res šteje? Zame osebno je tisto, kar v življenju res šteje to, prvo, da si človek, in drugo, da si vedno pripravljen narediti nekaj dobrega za druge. To meni pomeni največ. In ful si želim, da bi bilo čim več takih ljudi na svetu. Pa glede na to, da smo na prijaznosti, bi vseeno apelirala na vse ljudi, ki bi želeli kakorkoli pomagati tem otrokom, ki ne morejo imeti svojih, naj naredijo to potezo. Če rešiš eno življenje, rešiš mogoče tudi kaj več. Darka, najlepša hvala, ker si bila moja gostja. Vam, dragi gledalci, pa hvala, ker ste bili z nama, pa mislim, da mi ni treba za konec tokrat dodati niti ene besede več.